Punce živijo. Dosta čaka ogromen dela. Prejšnji teden sem bila na Dunaju z DM-om, ki me je povabil zato, da mi predstavil novosti, ki prihajajo k nam v Slovenijo. In prinesla sem ogromen enih zadev z Dunaja, ker dogodek je bil na Dunaju. Tako da nas čaka unboxing stvari, ki sem jih dobila. Mislim, da so večinoma novosti, tako da bo zanimivo. Hkrati pa ne moreš iti na Dunaj, brez da ne bi šel malo shopping. Tako da, ker sem na Snapchatu objavljala konstantno, kaj delamo, sem dobila tudi veliko prošenj, da posnamem, kaj vse sem privlekla s sabo domov. Tako da, če te zanima, kaj vse je v teh vrečkah, na tleh, ki so zavzele cel studio, pol seveda glej naprej. Preden se še lotimo vsebine vseh paketov, v zadnjem videu z Niko sva pile kavo in kar nekaj vprašanje prileteli, kaj je to za ena kava, kaj pijeta, lalala. V bistvu gre za Emi kavo, take away coffee, ki je v bistvu moja najljubša. V bistvu zelo kakovostna kava, zelo prijetnega okusa. Hkrati je tudi mleko v tej kavi sveže mleko, zato je tudi rok same kave veliko krajši kot pri drugih teh napitkih podobnih in tako naprej. In res so slastne. Tako kot sladica, to mi je všeč pri tej kavi. Good. Delicious. Pa pojasnim še to krono. To krono smo dobile blogerke na dogodku, zato smo bile vse tako pomladno razpoložene, pomladne kraljice. In celo toliko so se potrudili organizatorji dogodka, da so vsaki blogerki naredili v bistvu personalizirano krono z teh barv, ki jih ona nekako največ uporablja. Kako so to zvedeli? Prečekirali so naše Instagrame. Tako da rozasta, rdeča, mislim, da so kar zadeli. Ogromen škatelj je pred mano. Najbolj se lotimo dela, ker ta video bo ekstra dolg. Prva škatla, zdaj tako, v ene škatle sem že valjda malo pokukala, v nekatere pa še čist nič, zaradi tega, ker ko sem prišla domov, sem v bistvu večinoma, ne vem kaj vse delala, ampak ni bilo časa, tako da sem se veselila zdaj usedeti pred kamero, zato lahko to naredimo skupaj. Prva škatla je od Trended Up. Šla bom hitro čez izdelke, zato da nam ne bo vzel preveč časa. Prva zadeva je paletka, dobiš contour, potem highlighter, glow in pa še en highlighter. Potem je noter pudrček, ki je presveto zame, ker vidim, da je 0,10. Tudi po zimi, po mojem, ne bo prišel upoštev. Maskara njihova za volumen, maxi volumen, potem ena njihova šminkica. Te so krasne, zaradi tega, ker se zelo lepo nosijo, so mat, ampak se ne posušijo na tvojih ustih. Potem en njihov lip gloss, tudi te so v bistvu ful pigmentirani in lepo nosljivi, nude, ok. V kratkem mislim, da bom naredila en tak nude look, tako da mogoče bom porabila ravno tega, plus von je perfect. Potem en njihov korektor je v vrečki, Camu Concealer se imenuje, good. Potem naslednja zadeva od Trended Upa je njihov eyebrow pen. Zgleda kar debel, svinčnik, ne vem kako si lahko to v bistvu narišeš, si samo enkrat povlečeš pa imaš obrv narisano. Ok, definitivno za preizkusiti. Lakec v takem odtenku, ki v bistvu največkrat ne posežem po takih odtenkih, zelenih nohtov pa res skoraj da nimam. Potem ena metalik zelena senčka. Mattifying lip finish je naslednja zadeva. Se pravi šminko, ko naneseš in se svet, če ti ni všeč, pokneš to verjetno gor in se, taka silikonska tekstura je. In se tvoja šminka spremeni v mat šminko. Cool. Še en lakec, ostelen, tak mariličen in pa ultra slim kajal. Ful tanek. Ful tanek. Cool. To je vsebina prve vrečke, Trended Up. Gremo na naslednji paket. To je She, znamka She, ok. In poglejmo. Vsebina, takole. Spet imamo eno paletko za oči, tokrat v takih vijolčastih, roskastih tonih. Top coat, volume maskara, quick eyeliner. Zgleda ekstra pigmentiran. Pri teh senčnikih je edin problem zaradi tega, ker se zelo hitro zasušijo. Tako da prvič, drugič še nekako funkcionirajo, ta tretjič so pa že suhi. Tako da, Mosaic Compact Powder. Ok, cool, mogoče malo presvetu. Še en pudrček njihov in sicer v odtenku 101 beige, 24 ur naj bi zdržal Silk Matte Makeup.
lak za nohte, ki ni mojega odtenka. V bistvu je tako rjavkasto rumen. Ne bom rekla kot kaj, na kaj me spomne. Lip glossak, Shine Lip Gloss po mentolu. Ok, zanimiv von. Eyeshadow base, te imam zmeri rada, zato ker rada nanašam na svoje veke, preden nanesem pigment, neko bazo, zato da se senčka dlj obdrži na mojih vekah, tako da cool. Še, kar je noter, v torej šivrečki, Color and Shine Lip Balm, taka vijolična zadeva. Ni izrazito pigmentirana, vidi se pa, da je izrazito hidratantna, torej lepo navlaži tvoja usta, ker je taka kremasta tekstura. Še eyebrow set waterproof zadeva, za na morje, za obrvi. In pa še dve zadevi svinčnika. Prvi je lip liner, verjetno gre zraven tega, ker je isti odtenek. In pa en njihov črna barvica. Bravo, leči. Alverde, tega nisem še pokukala. Alverde, to še ena znamka, DM-ova znamka, ki je na voljo ekskluzivno v DM-ih. Gre za tako natur kozmetiko, ali se že piše natur kozmetik, mogoče sem prej to videla. Kar pomeni za vse tiste občutljive punce, oziroma za tiste punce, ki prisegate na to, da na svoj obraz ne dajete preveč kemije, ne? Wow, tudi tema je izrazito, kako bi se rekel, taka natur. Kaj imamo? Prva je paletka v roskastih tonih. Cute. Maskara njihova All in One. Še ena velika krtačka. Ta kozmetika diši zelo tako eterično, zelo tako, skoraj malo zdravilno bi človek pomislil. Mislim, da je ta zadeva Top Coat. Njihov Top Coat, skoraj ziher, ker je tukaj potem še en lakec, v takem kremasto, z bleščicami, perlastem, wow. Ne, ni lak, kaj je to? Rouge Tint and Highlighter. Da vidimo. Roskast highlighter. Definitivno da en tak naraven, lep sijaj koži. Ful dober. Še nisem videla s takim aplikatorčkom. Alverde. Cool. Naslednja zadeva je Tinted Balm. Škoda, ker ne moreš povohati. Zelo tako po malinah, brusnicah, zelo prijeten von. Naslednja zadeva Sugar Lip Scrub. Naše ustnice na vsake to kratajo mal boge, mal imajo tako, mal jih je potrebno pocrkljati in zaradi tega si je fajn na vsake tok narediti lip scrub, tako da Alverde je mislil tudi na to. Ok, imamo še eno njihovo nude šminkico, je kremasta, ok, torej prijetna za čez dan. Anti-spot concealer, kaj pa ta prvi del, pa serum, ok, torej prvi del produkta naneseš serum, za malo nahraniti oziroma pocrkljati kožo pod očmi in potem čez še korektor. Moram sprobati. Potem je še njihov Magic Effect Makeup Light Medium. Očitno so vse punce bile bolj light kot ne. Wow. Bela zadeva, ampak sem skoraj ziher, da ko se jo razmaže, da postane obarvana. Ja, tako kot ena BB krema. Cool. Vidi. Hydro Primer, what? Super. Primer v bistvu je ena taka zadeva, ki ga ne najdeš pri vsaki znamki. Dejstvo, da je šel Alverde narediti primer, si zasluži aplavz. Bravo, Alverde. Super. Še ena stvar je šminka v taki rjavkasto-rdeči kombinaciji, odtenku. In pa še zadnja stvar je zadeva za obrvi, ki pa je v bistvu kar malo preveč rjava. In če bi hotela imeti take obrvi. Bomo poskusili. Hitim, zato ker ne vidite mojih tal v studiu. Leva stran je dobesedno, na levo stran studija ne moraš stopiti, ker je še toliko velik stvari. Gremo naprej. Ok, naslednja stvar je vrečka od Essensa. Essence nas je ful razvajal, ful crklov. Pri Essensu si lahko naredil svoj personaliziran
lip gloss, mislim, kaj. Dejansko si lahko namešal svoj odtenek lip glossa. Ja, piše my lip gloss, hashtag my lip gloss. Dal si noter von, torej izbral si von, izbral si barvo, izbral si, a želiš bleščice in dejansko si namešal svoj, to je samo en tak lip gloss na svetu. Valjda sem šla, nisem hotela nude glossa, ne? Hotela sem neki malo bolj zdaj za poletje, drznega in mislim, sem hotela eno tako lubenico, barvo lubenice dobiti. Mislim, da mi je kar dober ratal, ne znam povedati, kako dobro diši, ful dobro diši. In zdaj ne vem, a ga naj šparam, a ga naj dam nekam na stran, na poličko, za spomin, ko stara 70, se bom zdi prvič navadila. Tako verjetno že rok trajanja pa se, ne. Super zadeva, v bistvu taka luškana, res essence, bravo. Vse ostale stvari, ki so pa tukaj noter, sem si pa lahko v bistvu nagrabila sama. In trust me, ni jih mal. Ne bom pokazala vsega, rada bi vam pokazala samo to zadevo, ki mislim, da ne vem, zdaj je že na policah ali pa še pride, ampak to je osvetljevalec. Tako, najprej pomisliš, kaj? Modra, rumena, neka nude, ok, še najbolj normalna, in pa rdeča barva. Gre za Prismatic Rainbow Glow Highlighter. In zdaj, ko smo zagledali to, ne, smo se malo strašili, kaj bo z modro na ličkih. Ampak v bistvu poanta je, da s čopičem ali pa s prstom pobrišaš po celotni površini in, zdaj imam posržen highlighter gor, in ga naneseš na tista mesta, kjer želiš malo osvetliti predel. Poanta je. Ja. Ja, I love it. Ful cool izdelek, dejansko, ne vem, ne, mislim, da noben brand ni izdal take zadeve, tako maurične. Vsi ostali izdelki so dost random, razen mogoče še tega vam pokažem, ker deluje zelo obetavno. Gre za kremno senčko od Catrice, ki je ekstra pigmentirana. To bi lahko bil tudi osvetljevalec, po mojem mnenju. Tako res ekstra pigmentirana senčka. Ne vem, kako se bo obnesel, ko si jo bom dejansko dala enkrat na veke, ampak verjetno bomo mogli stestirati, ne, probati. In bomo probali. Malo sem si dala duška, ampak v bistvu sem vzela skoraj vse, kar so imeli, zato ker od viška ne boli glava, ali kako že rečejo naši sosedje. Imam pa še eno zadevo, katero vam pokažem v tej vrečki. Ful so nas razvajali. DM si zasluži aplauz. Naredili so nam med drugim tudi personaliziran čopič. Torej, dobil si čopič, takole, njihov Ebelinov, torej to je njihova znamka, in gor so ti z laserjem napisali, kar si hotel praktično. Se vidi. Lepa afna. Hvala, DM. Catrice, sem že pokukala. Kaj je tle noter? V bistvu vsaka je dobila ful uporabno zadevo. Dostkrat se zgodi, da nam crkne telefon ob najslabšem trenutku. No, in to je ta portable charger, torej, ko ga daš v torbico, ga povežeš s kablom, tako, in se ti polne. Ja, pa ko je ena šminka. Yes! Love it, hvala, Catrice. Coty Beauty Liberated. Noter je več stvari, prva je tak beauty bag od Max Factorja. Dobili smo od Max Factorja čudovito, poletno, v bistvu tako roskasto, marilčno šminkico, oziroma lip gloss Max Factor. Druga zadeva, oni so izdali res hud produkt, v bistvu dobiš dve stvari, imenuje se, kako točno, Lipfinity, 24-urna šminka, ki ne bi zdržala 24 ur. Najprej naneseš pigment, wow, in meni so dali res hudo barvo, roskasto, in potem čez naneseš tak prozoren kot lip gloss v stiku, čez to, ko se posuši, in dobiš res tak lep finish tvojih ustenc. Zelo prijetno je za nositi, tako kot obljubljajo, dolg časa zdrži na tvojih ustih. To sem že preizkusila, tako da prepričana sem, da to ni novost. Mogoče je samo odtenek nov. Nič 24, stay cheerful. Max Factor. Še en lakac je noter, spet v barvi, ki ni v bistvu na mojem seznamu. Modri nohti ne. In pa njihova Masterpiece Max High Volume
Masterpiece maskara. Ok, odpiram prvo rozasto vrečko. To je brand, ki ga pri nas ni, Astor brand, ampak zdaj ne vem, a bo prišel k nam, DM, niso nam povedali vsega, ne? Zato, ker tam smo bile punce iz Bolgarije, iz Bosne, iz Hrvaške. V enih državah je ta znamka že prisotna, pri nas je definitivno ni, zdaj pa ne vem, a bo prišla ali ne, ali kaj se dogaja, ampak, ok, čudovit izdelek, tak lip balm, spet izrazito hidratanten, vlažilen in pa cute roskast odtenek, cool za poletje, za takrat, ko želimo naša usta pocrkljati, ampak hkrati jim dati malo pigmenta. Potem ena njihova šminkica, wow, v ful hudem, kožno-oranžnatem odtenku. Potem je njihov Skin Match Protect Primer z SPF 25. Potem je ena njihova maskara, Lash Beautifier. Druga vrečka je vijolična in v njej so izdelki od Manhattan. Ta izdelek, wait a minute, ta izdelek je identičen izdelek, tako identičen izdelek od Rimla. Kar me malo me radovednost daje. V bistvu je res čist enak. Rimmel, ok, dobiš osvetljevalec, contour pa blush in isto tukaj. Osvetljevalec, contour pa blush. Kdo je kopiral koga? Ne bomo obsojali, ampak res gre za zelo podoben izdelek. Druga zadeva je Wake Up Concealer. Ta pa dejansko deluje podoben odtenkom oziroma barvi, ki jih jaz uporabljam za korektor. Tako da se ga veselim stestirati. In pa še njihov Brow Tastic gel za obrvi. Ja, mislim, kdor me pozna, ve, da izdelkov za obrvi nikoli ni dovolj. Sally Hansen, ful dobra znamka za nohte, v tujini, v Ameriki, #1 znamka za nohte. Tri odtenke smo dobili v takem čudovitem kožnato-roskastem, je prvi, drug je tak čudovit lubenica odtenek in pa tretji globok rjavkasto rdeč. To je to, mislim, da. Pa še nekaj. Insta Dry Top Coat, še en top coat. Kaj pa je ta? Top coat, 2 top coata. Sally Hansen. Še to vam pokažem, preden grem mogoče res na stranišče. Tole zadevco, to čudovito zadevco so nam poklonili. Gre torej za vrtance v čudoviti roskasti škatli. Nekako so obdelane tako, da zdržijo, ne bi zdržale 2 leti. Jaz se ga imela itak zdaj v studiu, tako da bomo spremljali. Čez 2 leti bomo videli, kakšne bojo. Tukaj so noter izdelki različnih brandov. Dobila sem paletko od Maybellina in sicer Master Blush, torej 4 različni odtenki za lička. Potem od Maybellina njihovo novo maskaro, Colossal Big Shot, mislim, da je nova. To so krtačke, ki jih jaz preferiram in obožujem. Še ena maskara je noter in sicer od L'Oreala, Mega Volume Miss Baby Roll. Zelo zanimiva krtačka. Me zanima, kakšen efekt bo dala. En laket za nohte od Essie. Naslednja stvar od L'Oreala je spet ena cool stvar. L'Oreal nam je vtisnil ime na pokrovček njihove šminke. Color Rich Matte 104 Strike a Rose. Ja, čudovita barva. Mislim, roskasto nude, definitivno taka univerzalna barva, paše na vse luke. Še ena zadeva od L'Oreala, katero se definitivno veselim stestirati, gre za njihov Glam Beige Healthy Glow in ta podlaga naj bi ti dala tak zelo zdrav glow, tako kot pove ime, tvoji koži. Glam Beige. Definitivno produkt, ki ga bom v kratkem stestirala in povedala, kako se obnese na moji koži. Zdaj pa jaz skočim na stranišče in pridem nazaj in pogledamo, kaj sem nabavila v Primarku. Smo nazaj, ste še vedno z mano. Prva stvar je taka cool pomladno-poletna srajčka z črtami in pa s tem tiskom rož, oziroma so kar izvezene rožice. To je zdaj cool popularen, tudi vidim na džinsu, torej na hlačah so džinsike in pol ta print ali pa izvezenost, kakorkoli, rožice na nečem ful dober. Naslednja stvar je majčka, čist navadna taka spodnja majca za poletje zdaj, z črtami.
rdečimi črtami. Vidim, da sem fenica črt, očitno. Japanke njihove stanejo €1,50, so ful mehke, tako da za skakati po plaži so čist hude, pa še lepe barve, tako da... Ok, v Primarku je tako, vedno se osredotočam na eno stvar, malo bolj kot na drugo. Recimo, tokrat nisem niti pogledala k nakitu, sem se postavila predvsej pri čevljih in tudi rezultat je zato tak, kot je. Kupila sem si tele cute, take malo odbite, mogoče celo čevlje, ampak to se zdaj nosne, tako da nude barva, se pravi, bo postala na velik outfitov in 16 € so bile, tako da še eni čevlji, kako sexy cute. Zdaj so mi noro všeč teli roskasti cofki, meni to niso cofki, mucek, kako, ne vem, kako se reče. In zdaj sem si kupila še zelo podobne, sam s peto, ki bojo za ven. Cena 19 €. Še eni čevlji, še eni nude čevlji. Te so v bistvu natikači, tako za po mestu. So s kul dodatkom telih kamenčkov. Top shit. V tej prvi vrečki je še ena roskasta majčka. Šivamo na vrečko številka 2. Kupila sem 2 posteljnini. Ne vem, meni sta ful všeč. Mislim, taka pomladen print. Tudi občutek je zelo, zelo prijeten. Kupila sem 4 pladenčke za v bistvu podstavke za krožnike. Tak marble print. Ok. Ja, naslednja stvar. Pižama, enodelna pižama. Spomnila me je na Victoria's Secret. Mislim, da take vzorce, pa spet črte, ne. Tak vzorček furajo Victoria's Secret angelčki, preden jih pošljajo na revijo, torej, ko so v make-upu in tako. Tako da ful cute, ful ženstveno, lepa barva, a ne, roza. Naslednja stvar sta 2 pasova, zelo univerzalna, eden je rjav, eden je nude, kožnato rozast. Naslednja stvar so spet čevlji. Te čevlje so objavljene na Instagramu, so iz Primarka punce, tako da ne vem, našuntite Atija, Fanta. Bila je ljubezen na prvi pogled. Džinsike pridejo noro, noro hudo, tako da I love it! Ok, mislim, da že rabva še eno omaro za čevlje. Ok, še zadnja stvar iz Primarka je cute krožniček v kaktus obliki. Ne vem točno, zakaj je mišljen, ampak jaz ga bom uporabila za podstavek za nakit. Torej, na nočni omarci bo krasil mojo nočno omarco in ko odložiš uhane, verisce, karkoli nosiš, nakit, ga odložiš na cute kaktus. Cute, ne? Prazna vrečka. Obvezan je bil tudi postank v Douglasu. Douglas ima ene par cool produktov oziroma znamk, ki jih mi nimamo. In sicer kupila sem en Zoeva brush, čopič. Te so moji najljubši čopiči, sploh za oči. Top shit, yes. Potem znamka NYX, ki je tudi pri nas ni, sem nabrala 3 zadeve. 2 sta za obrvi. Sem že prej rekla, izdelkov za obrvi se nikoli ne branim in vedno iščem tiste perfektne. Še ena zadeva za obrvi, gre za, mislim, da je to tak gel produkt, ja je, definitivno. In ga še nisem stestirala, tako da upam, da deluje lih tako fajn, kot deluje ta svinčnik njihov. In pa še ena njihova nude bež senčka, ker nude bež senčk tudi nikoli dost. Ja. Fit Me korektor od Maybellina je naslednja stvar, vedno, ko sem v tujini, si ga vzamem na zalogo, zaradi tega, ker je to res moj najljubši korektor, pri nas ga ni. Ko ga boš lahko preizkusila, če ga želiš sploh preizkusiti, zelo je dober. Moj je v odtenku 20. In še eno stvar, zadnjo stvar iz Douglasa, sem zagrabila tik na blagajni. Gre pa za Batiste suhi šampon. Cool mi je, tudi pri nas ga imamo, ampak ne vem, če ga imamo v mini embalažah. Verjetno ga imamo, ampak cool zadeva za v torbico. Torej, lahko da je na hiter, ne? Če je kriza, pa pride kaj nepričakovanega, se še vsem urediš, v bistvu zelo hiter. To je to. To je to. To je vse. Vse, Nika Zorja, če gledaš. Vse, kar sem pretrogala iz Dunaja, kar sem nabavila. 2 dni smo se imele s punce super. DM Slovenija, hvala za nepozabno izkušnjo.
Hvala za vse izdelke, ki sem jih dobila v test. Nekatere od teh izdelkov boš itak videla v prihajajočih videih, kako jih bom uporabila in kako v bistvu delujejo v praksi. Nekatere bom podelila mogoče prav tebi v kakšni od prihajajočih nagradnih iger, tako da spremljaj moj Instagram, Facebook, spremljaj tudi moj Snapchat in tukaj gor, če klikneš, mi pomagaš lahko izbrati, kaj naj posnamem v naslednjem videu. In to mislim, da je vse. Grem pospravljati. Upam, da si uživala v unboxingu in do naslednjič. Počutam se kot ena turška princesa s to krono. Čau, punce!